prvenstvom smo zadovoljni. Glede na to, kaj smo pričakovali, oziroma glede na to, na kaj smo se pripravljali, pa nič dramatičnega, smo z potekom dogodkov absolutno zadovoljni. Če govorimo o številkah, obisk je nad pričakovanji, presegli smo 60.000 prodanih vstopnic, kar je seveda v primerjavi s prejšnjim precej manj, vendar moramo upoštevati dejstvo, da se naša reprezentanca ni uvrstila naprej, če bi se, bi zagotovo imeli še približno 30.000 vstopnic razprodanih. Vse ostalo pa je potekalo skladno s pričakovanji. Ekipa je trdo delala vseh 15 dni, ker toliko časa smo namreč mi na stadionu oziroma v areni in skrbela za to, da je celo prvenstvo potekalo nemoteno. Ni nas dejansko presenetila nobena situacija, za katero bi lahko rekli, da je krizna, tudi vremene, skratka, smo zadovoljni, vse je funkcioniralo. I personally think they have done fantastic. We have been working now together for the last 2 years, and the outcome is a clear one. And the host association in particular, they have been very helpful together with us from UEFA to make this tournament a great momentum, not only for the people here in Slovenia, but I also think that we have touched beyond the borders of Slovenia. And it went even further towards the participating national associations, the players, Ricardinho, Miguelin. They even personally gave feedback on their Twitter accounts, and they showed a lot of pride for the great work done here in Slovenia. V svojem programu izjemno podpira tako imenovani grassroots program, oziroma v slovenskem prostoru to poznamo kot nogomet za vse. In Evropsko prvenstvo je bilo idealni trenutek, da lahko en tak program speljemo, in sicer v dopoldanskem času za igralce mlajših kategorij, potem v popoldanskem času pa še za vse ostale, od specialne olimpijade, tekem ženskih reprezentanc, tekem zvezd, tekem bivših zvezd, znanih Slovencev. Skratka, skupaj z UEFA smo ocenili, da je to najbolj primeren trenutek, je pa to dejansko projekt Nogometne zveze Slovenije, s katerim vzpodbujamo k igranju nogometa. Mi smo si pred prvenstvom z Nogometno zvezo zastavili cilje. Cilji so bili na tem prvenstvu doseženi, kot smo prej govorili, se je to pokazalo, da za dosti realen cilj, optimistično, ampak realen cilj. Kaj več bi bilo majčkeno težko pričakovati, ampak kot sem rekel, po prespani noči smo s fantom zadovoljni in jaz mislim, da smo naredili kar eno dobro delo, v bistvu, da smo pokazali Sloveniji, da ima Slovenija tudi še eno dobro reprezentanco v dvoranskem športu. Jaz mislim, da je prihodnost kar zagotovljena. Na koncu takle medijsko odmeven dogodek, upam, da bom dodatno mladim pokazal pot v športu. Na koncu ni pomembno nogomet, futsal, zelo pomembno je, da so fantje pač v športu. Normalno tudi dekleta, da ne bo kaj nejasnosti, ampak kot sem rekel, želim si, da bi šport pač še prosperiral, glede na to, da se cel življenje ukvarjam z njim. Upam in sem prepričan, da bo. I've been working in futsal now for 3 years at UEFA. I see a lot of potential, and I'm not only talking on the sports side. For me, it's a great indoor sports, great entertainment. It is a fantastic platform to contact our next generation, the children, the young future master of skills. And the good thing is it is a sport with inclusion. And when I say inclusion, it means the families of the children, the society. You can do great promotion. Futsal v Sloveniji ni tako slabo razvit, res pa je, da je preveč na amaterskem nivoju. Jaz mislim, da bo tole prvenstvo dalo krila delavcem v futsalu. Poskrbeti moramo najprej seveda za to, da sploh to postane futsal kot prepoznavna športna panoga, da to ni samo dvoranski nogomet, ampak da je to futsal. Želim pa podati sporočilo vsem, ki v futsalu delajo, naj vztrajajo. Zaradi tega, ker je
to evropsko prvenstvo pokazalo, da se z vztrajanjem da. Namreč slovenski futsal ima eno veliko prednost pred ostalimi. Proizvaja svoje igralce. Če gledamo med najmočnejšimi reprezentancami, imajo vsi uvožene igralce. Če izločimo te tuje igralce, potem je Slovenija velesila evropska v futsalu. In glede na to, da se v futsal spuščajo zdaj še zelo močne reprezentance, ki imajo s slovenskim futsalom dober odnos, menim, da imamo dobesedno na pladnju pogoje za dober razvoj futsala.